Pozdravljeni. Na nek način smo mi vsi vrtnarji našega notranjega vrta. Čeprav nimamo vsi zunanjih vrtov pred hišo ali na podeželju, imamo vsi, nosimo vsi v sebi vrt. In za ta vrt je potrebno skrbeti. Je potrebna nega in to vsakodnevna. Tako kot v zunanjem vrtu, če želimo, da nam uspevajo lepe jagode oziroma nekaj, kar nam je pri srcu in všeč, moramo seveda za te jagode poskrbeti. Najprej seveda jih je treba posaditi in nato zalivati in seveda vsakodnevno gledati, da ne zraste vmes kaka trava ali zev, ki bi onemogočila ali celo zasenčila rast tem jagodam. In če vestno skrbimo za te jagode, bomo seveda imeli tudi na koncu lep pridelek. In enako se dogaja odznotraj nas. Če vestno skrbimo za našo notranjost, vsakodnevno, zmerno, bo seveda obrodila dobre sadove. Seveda je potrebno tudi posaditi nekaj. In znotraj bomo težko jagode posadili, tako da lahko posadimo pa dobro voljo ali pa notranjo sigurnost vase ali pa notranjo jasnost in tako naprej. In za vsa ta notranja semena, ki jih posadimo, je potrebno skrbeti dnevno. Ker namreč pojavljajo se tudi odznotraj vsiljivci, ki nam želijo nas prepričati, da to ne bo šlo oziroma da bi morali kako drugače početi. Če se notranje odločimo, da bomo govorili resnico, bomo od zunanjega sveta seveda bili tudi na nek način testirani. Češ, kaj boš to resnico govoril, sej velika večina je ne govori. Lažje boš prišel skozi, če je ne boš govoril. Ali pa boš vsaj malo jo prikril. Sej to ni laž. No, take zunanje napade lahko doživljamo vsakodnevno. In zato moramo biti osredotočeni, moramo verjeti vase in te napade, oziroma na vrtu so to trave ali zev, torej stvari, ko nam zasenčijo rast, moramo znati odstraniti in na nek način jim ne dati pozornosti. In to je možno samo z vestnim delom. Ker le tako ta naša notranja semena dozorijo in ko so enkrat že velika, na nek način lahko tudi poskrbijo sama zase in mi, kot notranji vrtnarji, lahko že sejemo naslednja semena. Še en kratek primer. Vsak vrt mora znati tudi počivati. Torej, čez dan rastemo, ker je polno sonca, morda tudi dežja.
ko pa je noč, ko pa pride čas za počitek, moramo tudi mi sami se znati umiriti in si vzeti počitek, da ta semena v miru rastejo naprej. Če si tega počitka v našem zunanjem svetu ne vzamemo, ker je toliko drugih zanimivih stvari za početi, potem se naša rast lahko hitro zaustavi. Naš notranji vrt je naš vrt in samo mi smo gospodarji tega vrta in samo od nas samih je odvisno, kaj vse bo uspevalo v naši notranjosti. In mi, kot gospodarji, imamo vlogo, da poskrbimo za nas same v tolikšni meri, kot zmoremo, oziroma toliko, kot se imamo radi. Obstaja tudi pregovor namreč, ki se glasi, da je vrt ogledalo duše. Tako da, dajmo poskrbeti za naš notranji svet, za naš notranji vrt in s tem, ko omogočimo optimalno rast nas samih, se tudi v svetu te stvari, ko zrastejo v nas, vidijo navzven. Drugi jih namreč opazijo, da smo vestni pri svojem notranjem vrtu in s tem tudi ostali lahko za nami hodijo po tej poti. Hvala.